Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni, kot veste, je vlada danes sprejela paket proračunskih dokumentov za leti 24 in 25. Glavna prioriteta, seveda glede na največjo naravno nesrečo, ki se je zgodila v Sloveniji, je financiranje ukrepov za odpravo posledic letošnjih poplav. Dejstvo je, da so makroekonomske razmere še vedno negotove, tako zaradi razmer v svetu, povišane inflacije, zdaj pa pri nas še posebej zaradi teh katastrofalnih poplav, ki so avgusta prizadele večji del Slovenije. Za obnovo po poplavah in pomoč prebivalstvu ter gospodarstvu bo glede na prve ocene škode potrebnih več milijard evrov. Sanacija bo zahtevala preusmeritev znatnih sredstev znotraj državnega proračuna, saj bo treba sredstva prvenstveno načrtovati za ukrepe za odpravo posledic poplav. Ukrepi za obnovo in pomoč po poplavah bodo podprti tudi z viri iz mehanizma za okrevanje in odpornost ter evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021 do 2027. V predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2024 je načrtovanih 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijardi evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj bo tako po načrtih znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 3,3% BDP. Brez upoštevanja učinkov poplav na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna bi bili prihodki pri slabih pol milijarde evrov nižji, odhodki pa nižji za 1,1 milijarde, s tem bi bil primanjkljaj nižji za 620 milijonov evrov oziroma 1% točko BDP. V predlogu državnega proračuna za leto 2025 je načrtovanih 14,56 milijarde prihodkov in 15,8 milijarde odhodkov. Proračunski primanjkljaj je zaenkrat načrtovan v višini 1,26 milijarde evrov oziroma 1,1% BDP. Vlada je določila tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 24 in 25. Ta med drugim določa tudi letni dodatek za upokojence za leto 24. Zakon, torej ZIPRS, predvideva, da se v letu 24 transferi posameznikom in gospodinjstvom ne bodo usklajevali. Enako velja tudi za usklajevanje skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 24. Uskladitev pokojnin v letu 24 pa je določena na način, da se akontacija uskladitve opravi že v januarju 24. Zakonom o izvrševanju proračunov se določa tudi obseg zadolževanja državnega proračuna za prihodnji 2 leti, in sicer se ta lahko v letu 24 zadolži za največ 4,66 milijarde evrov, v letu 25 pa za 4,35 milijarde evrov. Določa se tudi povprečnina za občine, in sicer v višini 700 evrov za obe leti. Višina povprečnine bo v primeru doseženega dogovora z občinami v državnem zboru spremenjena z amandmajem. Zdaj pa prvo vprašanje. Mnogo prvi. Pa me zanima zdaj, kakšna je bilo pač nekako zdaj ta formula, vemo, rekli ste 4%, da poslušate vračevati ministrstvo, zdaj vidimo pač odhodki se tele pošteno povečujejo, kakvi so za ti skupni neki učinki, koliko ste se uskladiti med posamečnimi ministrstvi? Zdaj, vrnil bi se še en korak nazaj, ali pa, če hočete, 2 meseca nazaj, to je na julij letošnje leto, ko smo pravzaprav na vladi sprejeli razrez proračuna. Če se seveda posvetite v tisti razrez proračuna in ga primerjate z odhodki v letu 23, boste ugotovili, da je seveda že tisti proračun predvideva precejšnje znižanje odhodkov. Ne samo zaradi tega, ker je v letu 23, takrat še pred poplavami, bilo seveda velik del odhodkov, približno 900 milijonov, načrtovan za kompenzacijo draginje, predvsem zaradi visokih cen energije, ampak tudi seveda predvsem ob upoštevanju inflacije je seveda smo pravzaprav že s tistim razrezom v veliki meri z vidika
proračuna opravili eno veliko delo, recimo usklajevanja. Seveda potem so se zgodile te največja nesreča v obliki poplav, kot smo že rekli, ocenjujemo posledice na javne finance v obsegu posledic, ki jih je imel COVID. Torej, zaradi tega smo seveda pozvali vse proračunske porabnike, da kljub temu, da seveda že s tistim razrezom v mesecu juliju marsikdo od njih ni bil zadovoljen ali pa srečen, da najdejo dodatna sredstva na svojih integralnih postavkah in se seveda, kjer se da, odhodke zniža za namen odprave posledic poplav, ki pač postaja prva prioriteta vlade. Upravili smo veliko razgovorov z resorji za zaprtimi vrati, seveda noben od teh razgovorov ni bil prijeten. Vsak resor je pri sebi pojasnjeval, da seveda razume, da je treba stroške znižati, ampak seveda vsak vidi te stroške predvsem pri drugih resorjih, ne pri sebi. Ampak to je človeško in nič nenavadnega. Tako da seveda zaradi tega je tudi Ministrstvo za finance tekom teh pogovorov poslalo dopis za zahtevo o pravzaprav 4% znižanju integralnih stroškov brez stroškov plač in 2% znižanju stroškov plač. Ta del je seveda bil usklajen z Ministrstvom za javno upravo, ki se v imenu vlade pogaja z sindikati. Torej, spet seveda odzivi so bili različni, večina pravzaprav vladnih resorjev je upoštevalo ta poziv. Nekateri resorji so seveda izpostavili, da imajo velike težave za to dodatno zahtevo za znižanje, zato smo na vladi upravili še 2 ali 3 kroge pogovorov, kjer so te resorji predstavili, katere ukrepe bi morali izvesti za to, da pravzaprav lahko to dodatno znižanje na odhodkih dosežejo. In seveda smo upravili, tako sem rekel, cela vlada se je o tem pogovorila, šla čez te predlagane ali pa možne ukrepe in takrat smo pa se odločili, da nekatere od te ukrepe ostanejo, nekatere pa seveda se kot vlada odločimo, da jih ne podpremo. Gre za zelo različne ukrepe, ki so jih posamezni resorji predlagali, tako da jih jaz tudi ne bi posebej našteval, ker je pravzaprav ta trenutek manj pomembno, kateri so bili predlagani, pa niso bili sprejeti, verjamem pa, da bodo to moji kolegi ministri sami povedali, ker vidim, da nekateri to že komunicirajo. Dejstvo je pa, da gre deloma za en del ukrepov na področju sociale, en del ukrepov zelo velik del je ukrepov na področju sredstev za znanost, raziskave in razvoj in pospeševanje gospodarstva. Tukaj smo se seveda odločili, da na teh sredstvih, predvsem za znanost, ne bomo varčevali, ker je seveda na dolgi rok ta sredstva v kombinaciji z drugimi sredstvi za pospeševanje gospodarstva, malega gospodarstva, startupov in tako naprej, so pravzaprav najbolj pomembna za to, da na dolgi rok pravzaprav povečujemo prilive skozi doseganje višje dodane vrednosti. Aleksander Kolednik iz Jola. Zanima me, še vedno velja to, kar ste rekli, mislim, da že v začetku leta potreben rebalans proračuna in pa kakšen odziv boste pričakujete? Zdaj že seveda celo leto opozarjamo na to, da če ciljate na fiskalna pravila, da brez dvoma so fiskalna pravila nazaj. Zdaj, ali bo dogovor znotraj ECOFIN-a, torej kolegija ministrov za finance, sprejet ali ne, ta trenutek še težko reči, je dejstvo, da se v zadnjih tednih zelo intenzivirajo te dogovori na nivoju Evropske komisije. Jaz sem še zmeraj optimističen, verjamem, da bo dogovor sklenjen, verjetno pa zadnji trenutek. Ampak v resnici za nas je to sicer zelo pomembno, Slovenija je zelo aktivna v teh pogovorih,
so rešitve, ki so na mizi, čeprav so razlike morda bo kdo rekel v detajlih, ampak za nas zelo pomembni. Ampak ne glede na to, mi fiskalna pravila imamo upisana celo v ustavo, tako da ni nobenega dvoma, kaj so tiste osnovne parametri, ki jih moramo zasledovati. To smo pravzaprav sledili že pri pripravi proračuna in tistega, ki smo ga potrdili v juliju mesecu. Takrat je bil deficit merjen v odstotkih od BDP v proračunu v letu 2024 2,3%, v primanjkljaj sektorja država, to je pa torej pa 2,8% od BDP-ja, to je tista številka, ki jo Evropa gleda, ali pa tudi, ki jo imamo mi zapisano v naše fiskalno pravilo. Torej tudi zdaj po tem izrednem dogodku poplav mi ohranjamo primanjkljaj, ki izhaja iz prihodkov in odhodkov, ki niso povezani z poplavami na istem nivoju. V resnici seveda se zaradi poplav izrazito povečujejo odhodki za skoraj 1,2 milijardi, se tudi deloma povečujejo prihodki iz dobro znanih razlogov, je pa dejstvo, da seveda kar se tiče poplav in teh odhodkov, mi načrtujemo v tem proračunu 335 milijonov od te milijarde 100, milijarde 200, milijarda 115, točno, je že načrtovano na posameznih resorjih. To so tisti resorji, tiste postavke, ki smo jih že uspeli do zdaj definirati, na katere projekte se nanašajo. Tukaj je bilo recimo najbolj natančno Ministrstvo za infrastrukturo, ki je vsaj za državno infrastrukturo precej natančno že popravilo popis del in s tem potrebnih stroškov, prihodkov, ki jih bodo potrebovali za odpravo posledic poplav. Nekatera ministrstva seveda niti ne morejo še tega natančno popisati, tako da zaradi tega je načrtovana zelo velika rezerva ta trenutek še na Ministrstvu za finance. Ta rezerva se bo seveda tekom leta prerazporejala na tiste postavke, ki jih bomo seveda do takrat natančno opredelili. Veste, da ves čas govorimo tudi o temu, da sredstva za odpravo posledic poplav, tako na eni strani dodatni prihodki kot odhodki bodo transparentno prikazovani, želimo vsak evro, da se točno ve, zakaj je bil uporabljen, tako da iz tega vidika seveda ta trenutek zelo visoka rezerva na Ministrstvu za finance bo kasneje tekom leta seveda natančno opredeljeno, za katere potrebe so se ta sredstva porabila. Še vedno verjamemo, da bo potrebno iti v rebalans v začetku naslednjega leta. Mi bi seveda, težava je v resnici, težava, kar se tiče proračunskega načrtovanja, je v tem, da je seveda, tako sem rekel, ta naravna nesreča, ki postala prva prioriteta sanacija škode vlade, se je zgodila v začetku meseca avgusta. Mi smo pa zaradi zakonskih razlogov dolžni do konca meseca septembra proračun z vsemi pripadajočimi dokumenti poslati v Državni zbor. Podatki so vsak teden boljši, niso pa še seveda niti ta trenutek povsem natančni. Tako da z vidika proračunskega načrtovanja bi bilo bistveno lažje, če bi do konca leta mi ta proračun lahko, pa potem ne bi bilo potrebno iti v rebalans, tako da zaradi tega smo šli seveda v nek kompromis, da iz podatkov ali pa iz tistega, kar je bilo sprejeto meseca julija, smo dodali vse tiste stvari v proračun, ki so ta trenutek že znane. Še zadnje dni, kot sem rekel, so se spreminjale ene stvari na postavkah odhodkov, ampak neminovno čez nekaj mesecev do konca leta bodo stvari bistveno bolj znane. Zelo pomemben del pri tem je pa seveda zakon, ki se pripravlja, zakon o odpravi posledic poplav in razvoju za obnovo. Ta zakon bo seveda v veliki meri tudi definiral ali pa v popolnosti definiral ukrepe, ki se bodo spet odražali in na prihodkovni in na odhodkovni strani in bo seveda
potem en del bo ta zakon, drugi del pa seveda potem izračuni po posameznih področjih glede stroškov in seveda tudi, koliko je sploh v enem letu, torej v naslednjem letu možno ali pa realno teh posegov izvesti.